Papež Frančišek je drugi dan pastoralnega obiska v Šrilanki sklenil z opiskom božjepotnega svetišča naše Gospe v Maduju na severu države. Gre za pomemben simbol na poti do sprave, saj se je med državljansko vojno v to svetišče iz obeh strani zateklo na tisoče ljudi. Državljanska vojna se je končala leta 2009. Od takrat so svetišče spremenili v simbol miru, molitve in sprave za ljudi različnih veroizpovedi. Med vožnjo v Papamobilu je bilo moč opaziti kar nekaj prisrčnih trenutkov, med njimi tudi objem papeža s starejšo ženo. To svetišče naše Gospe Rožnega venca je spodbujalo vero in predanost vseh naših državljanov, ne glede na rasne, verske ali jezikovne razlike. Papež je približno 500 milijona romarjem zagotovil, da Marija nikoli ne zapusti svojih trpečih otrok v Šrilanki, ki želijo znova živeti v miru. Ona jim bo dala moč in pogum za spravo, ki je deželi po skoraj 30-letni vojni tako potrebna. Samo takrat bomo lahko sprejeli milost, da se približamo drug drugemu z resnično skrušenostjo ter ponudimo in prosimo resnično odpuščanje. Brez kesanja, je dejal papež, ni odpuščanja, torej prvi korak k obnovi države je po njegovih besedah kesanje. Šele takrat, ko v luči križa spoznamo, kakšnega zla smo sposobni ali smo ga zagrešili, se lahko res pokesamo in to obžalujemo. 25-letna državljanska vojna med večinskimi Singali in manjšinskimi Tamilci je za seboj pustila več kot 100.000 žrtev. Čeprav katoličani v Šrilanki predstavljajo le 7% prebivalstva, je njihova prisotnost ključnega pomena, še posebej, ker so pripadniki tako Singalcev kot Tamilcev. Prav zato je bil papežev govor objavljen v obeh jezikih. Ganljiv trenutek srečanja je bil tudi ta, ko so romarji med molitvijo Oče naš v zrak dvignili rožne vence. Papež jih je blagoslovil s podobo Marije iz Maduja in ji podaril rožni venec. Rektor svetišča je papežu podaril repliko kipa, ki ga je sveti oče držal v rokah med molitvijo hvalnic.